Kaj pa, če bi se vaš delovnik začel visoko v hribih na -10 stopinjah in z strojem z 400 konjskimi močmi? No, verjamem, da je bolj idealno, če se kot prvi spustite po pisti, potem ko je ta stroj že opravil svoje delo. No, naslednji stroj, ki vam ga predstavljamo, avtomobilnosti, gre lahko po 100-stopinskem oziroma 100-odstotnem klancu, kar pomeni 45 stopinj, ima več kot 400 konj in jeklenica, s katero se lahko pripne tudi za vrh planiške skakalnice, je dolga kar 800 metrov. Ratrak. Teptalnikov snega se je prijelo ime Ratrak. Verjetno večina ne ve, da je bil to švicarski proizvajalec, ki je v začetku 60. let prejšnjega stoletja začel z masovnim prebojem na področju Alp. Med pionirje razvoja teptalcev sodi tudi italijanski Prinot. Svoj prvi prototip so izdelali leta 1962. Tukaj v nordijskem centru v Planici pa danes uporabljajo enega najsodobnejših izdelkov iz te italijanske znamke, imenovanega Lightwolf. Tukaj pod planiško velikanko teptalnik morda deluje majhno, ampak s slabimi 10 metri dolžine, 4,5 metri širine in skoraj 14 tonami niti slučajno ne gre za otroško igračko. Za premagovanje najstrmejših vzponov, kakršen je tudi tukaj v Planici, pa je sam teptalnik opremen z vitlom. Ta se zavrti na vrtljivi roki, njegova dolžina v tem primeru znaša 800 metrov, medtem ko proizvajalec nudi tudi vitlje dolžine do kar 1 kilometra in 200 metrov. Z njim se pripne in mu na ta način omogoča oprijem, da lahko premaga tudi do 100-odstotne vzpone. Vlečna moč tega vitla znaša 3,5 tone. Njegov namen pa je, da dejansko pomaga teptalniku takrat, ko se nahaja na strmih naklonih. Zmogljiv pa mora biti tudi motor. V tem primeru gre za 12,8 litrski vrstni 6-valjnik, ki sicer poganja M1-ove tovornjake. V tej različici nudi dobrih 300 kW moči in 2400 Nm navora, kar je dovolj, da lahko teptalec pred seboj potiska tudi več kot 10 kubičnih metrov snega. Kokpit se močno razlikuje od tistih, ki smo jih vajeni iz vozil. Za začetek v njem pogrešamo volan. S vso množico stikal in joystickov pa morda še najbolj spominja na kakšno vojaško letalo. Ena od posebnosti tega teptalca je hidravlično vzmetenje koles v gosenicah. S tem se kolesa v gosenicah razbremenijo, kar zmanjša obračalni krog. Z njihovo obremenitvijo pa lahko vplivamo na pogrezanje v mehkem snegu oziroma reguliramo oprijem na podlago. Volan sta te dve ročki, ki je hkrati še reduktor in menjalnik. Naprej, nazaj. Pa še se nazaj potegne, dobiva moč, pa zgublja brzino. No. Zraven so komande za vitel, za prižgati vitel, za navijati pa to. Vse ostalo je pa pol v joysticku. Naj bi mu je okrog 40 funkcij, spreda plug, vitel se upravlja pa še frezo zadaj. Ampak ga je loži komandirati kakor pa harmoniko. Pa je pa še armatura, pa podvozje, pa lampe pa tako da. Ampak je zelo preprosto zaštimati. Na firmi, če te določijo, če te zberejo za ta del, greš delati ta prvi izpit, ki je bolj kakor varstvo pri delu. Pa ta starejši nam malo znanja predajo. Kako pa kaj, ostalo je pa v bistvu praksa. Čisto odvisen od razmer, kakšen je sneg. Rečemo, kakor je zdaj, bo to za teh par skakalnic 4-5 ur dela. To je hiter. Zato, ker je trda podlaga, pa kar je pa čez padlo, je pa v bistvu pršač puhljca in razen, če se nav kaj spazil, pa spet dalj cajt traja.